A veste, kdaj je na snemanju najboljše? Ja, takrat, ko se ne snema. In to se je zgodilo tudi zadnjič na snemanju Dneva zasavskega upokojenca, ko smo z Božom Udovčem šli po Trbovljah in ko se je kamera ugasnila, izvedeli kup zgodbic. Ampak brez skrbi, danes jih bomo posneli. Pozdravljeni! Pozdrav, lep dober dan želim. Z Božom sva se najprej odpravila na nekdanje steklarniško strelišče na Dirmajerjevem hribu, tik nad njegovim domom. Tam je namreč preživel velik del svojih mladostniških dni, danes pa je območje zaraščeno in nekdanja športna infrastruktura, kot nam pokaže naš sogovornik, propada. Da je strelska dvorana, učili smo se streljati, dobro, cilja se temu reče, ne? Ja. In še marsikaj drugega, rečem, na sprotni strani je pa baljinišče. Smo na vašem domu, tukaj, kjer ste živeli tudi že kot otrok, nad Savo, Dirmajerjev hrib. Kaj ste počeli tu, ko ste bili majhni, mladi, otroci? Ja, ko smo bili majhni otroci, jaz se spomnim, včasih tudi žoge tako ni bilo pa tega, ne? Je tudi mama mi žogo naredila iz blaga celo, ne? Da smo igrali fuzbal. Potem svoj čas smo bili mičkim doma doma, smo otroci naredili svojo ping-pong mizo, smo dobili deske, pa smo dobili, smo ping-pong igrali, smo bili takrat zadovoljni, pa smo še zdaj zadovoljni tle. Prej ste omenili, da ste 1. maja že vsi kar sezuli čevlje, pa ne zato, ker jih ne bi imeli. Ja, včasih je bilo tako, ne, so rekli starši za 1. maj bomo pa začeli bos hoditi, ne, ker dobro, prihodki nismo bili nekako, kar dosti velika skromnost, ampak čevlje smo imeli pa za obleči tudi kaj, ampak smo hodili bosi. Zanimivost je pa ta, da je malo nižji dol steklarna in da smo mimo steklarne hodili bosi, ne. In čuda, da se nikoli ni nič tako porezal, dobro, kakšna špika je že bila, ne, pa malo krvi, ampak... Morda spomnite iz otroštva kakšne prigode, nezgode, anekdote, lumparije? Ja, lumparija, no, moj kolega, sem hodil v 4. razred skupaj, je z druga štuka dol na tle skočil, pobegnil iz šole, reč. To je bila ena prigoda, smo vsi kar občudovali, ne, tako da... Kakšna je bila pa kazen takrat tiste čase za kaj takšnega? Kazen je bila pa kar huda, ja, to je pa res, enkrat smo tudi, veste, takrat je bila še makadamska cesta po Hrastniku, ne, in so iz Hrvaške vozili gor v Hrastnik prodati tiste purmane. In so purmani, tistim 2 ali 3 so bili čuvaji tistih purmanov in so šli gor v gozd, ne. Mi, šolari, je kaj ćemo zdaj pomagati, pa je dal vsak neki tringente, pa smo šli tiste purmane loviti, ampak smo pa šolo zamudili zaradi tega. In smo prišli pa v šolo, 6 nas je stali v vrsti, smo mogli prste takole dati in nas je zaronila na, ne na tipa, ampak to je bila kazen. Zdaj pa pot bova nadaljevala v center Hrastnika, tam, kjer ste hodili v osnovno šolo, glasbeno šolo, pa določenih stavb sploh ni več, ne? Še eno zanimivost ste mi povedali, in sicer, da tale Dirmajerjev podvoz, ne, famoznik, čez katerega smo se ravnokar peljala, ni bil ves čas edina pot do vaših hiš. Ja, ni bila, takrat še ni bilo je bila še stara steklarna, ne, in bila ta naša pot ali cesta, kako se reče, čez ta dvorišče steklarne, ker zdaj stoji ta nova steklarna. Kako pa je kasneje nastal potem ta podvoz? To je že železnico čas naredila, ne, ki so to progo delali, ampak oni so kar naredili cesto gor in zdaj tle imate, kar imate, ne. In dobro, takrat, ko se ta podvoz delal, je bil še za kojne, so še s kojne fure, kojni so šli skozi, ne. Pa Fičo je bil in še tudi šel skozi, ne. Zdaj sva prišla pred vašo nekdanjo šolo, danes to ni več šola, je pa muzej. Kako ste hodili v šolo? Z avtobusom, s kočijo, ne vem, peš? Ja, jaz bom tako rekel, mi smo hodili peš v šolo, ne. Avto se je peljal kakšen 2-krat na dan in smo bili otroci zelo veseli, če od šolca oče pa mati nas vzela v tisti avto in kaj bo boljšega, kot da smo se z avto domov iz šole peljali. Zdaj pa imam še jaz za vas eno presenečenje, pa greva kar v tolo stavbo, bova nekaj pogledala. Ja, lepo. Rekla sva, da ste tu v šolo hodili, jaz sem vas peljala pa kar v učilnico. In še sami ste presenečeni,
Koliko je enih stvari, ki se jih vi dejansko spomnite? Točno Od tako. katedra do miz, do klopi. Točno, mize, vidim, da pastori so še nekje, bi rekel, skoraj isti, kateder tudi. Tako da, sam razlika pa ta, včasih pa učilnica, to zdaj tam ne vejo, to je bilo namazan zaradi impregnacije z eno tako črno pasto, ne. In ko nam je učitelj predaval, pač šle pred tablo, ne, bil je veren gospod, ampak včasih imeli tudi še tiste čevlje, veste, ki so bili cvekace, so rekli, ne. In na cvekih je to nekaj drsel in učitelj nam stopi iz tega katedra dol, manj narodni stopil, pa je pogledal na kaj dol čez, ne. Otroci pa vas smete, normalno. So lepi spomini na učilnico ali so slabi? Ne, so lepi. Sem nekaj dopadel, sem da tukaj demično delujem. Tam je glasbena škola. Torej, greva še na zadnjo točko, današnjo, v točko glasbene šole, ki je danes več ni, ne? Gremo, no, prosim. Gremo na lokacijo, kjer je ta hiša nekod stala, ne. Zdaj te hiše ni več, pač je glasbena šola tele v sredini Hrastnika, na tem mestu parka, od tiste zelenice pa dol do roba je tiste cvetje, te je ta zgradba stala. Tako da jaz spominjam zelo lepe, zelo dobro sem se počutil. Jaz sem se učil klarinet in me je učil gospod Jože Rus, kapelnik Steklarske godbe danes. In celo danes me zopet nazaj vabi, dej pridi, ki ima daj klarinet, da je še zraven pomagal špilat. Gospod Božo, zaključujeva dan, ko sva se odpravila po stopinjah mladega Boža. Zelo zanimivo je bilo spoznati, nekaj stavb ni več, nekaj je. Kako je bilo pa vam obujati spomine? Zelo lepo, mislim, čas se mi nazaj zavrtel. Zelo lepi spomini bojo pa tudi lepi naprej, ko bom to zadevo, kaj smo danes posnela, ko bomo gledali. Tudi midva sva že ustvarila nove spomine. Tako je. Da sva se lahko vozila iz ene točke na drugo, gre zahvala avtohiši Malgaj, ki nam je posodila čisto novo Škodo Scala. Je bilo fajn zapeljati? Fajn zapeljati, enkratna zadeva, zelo vodljiv avto, neslišen motor in tako naprej. Vam, dragi naši gledalci, pa hvala, ker ste naju spremljali in mahava pozdrav. Čau! Čau!